Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji v Mariboru si. Tokrat smo v goste povabili predstavnike Nigrada. Žal pa takoj na začetku moram povedati, da pa se direktor žal ni mogel odzvati povabilo. Zato bomo o Nigradu govorili bolj ali manj iz vsebinskega stališča in manj seveda o dogodkih, ki so se sicer dogajali v zadnjih letih. V studiu imamo 3 člane, in sicer gospod Jože Planinc, vodja službe javnoprometnih površin podjetja Nigrad, lepo zdrav. Gospod Dejan Tacer, vodja službe kanalizacije podjetja Nigrad. Pozdravljeni. In pa gospod Andrej Kačič, vodja službe javna razsvetljava ter seveda tudi prometna signalizacija. Pozdravljeni. Pa vseeno, koliko vas je v tem trenutku v Nigradu? Ja, v tem trenutku nas je tam nekje okrog 230. Plače so redne, če smem tako vprašati? Plače so redne, ne vem sicer zakaj ne bi bile. Tudi delo zaenkrat poteka normalno, v tem trenutku se zaključuje zimska služba in pa vse tudi med zimsko službo tudi vse ostale programi, ki so sestavni del podjetja Nigrad. Ja. Ko smo že ravno omenila zimsko službo, torej letos je bila dražja, 2,2 milijona približno, lani je bilo 1,4 milijona. Ja, tako. Kaj je vse vplivalo na ceno? No, poglejte, zimska služba v letošnjem letu oziroma v zimi 2017-2018 pričetek je v skladu z zakonom 15. novembra in traja do 15. marca. Glede na obilico padavin, ki se je v februarju pričelo in pa potem tudi v mesecu marcu, je zimska služba trajala tam do 26. marca, kar je seveda načeloma redkost. Drugače pa stroški zimske službe so v letošnjem letu napram lanskem letu vsekakor narasli. V lanskem letu, če primerjamo samo nominalno vrednost, je v letošnjem letu bilo porabljenih okrog 2 milijona 200 tisoč evrov, v lanskem 1 milijon pa okrog 455 tisoč, kar je v nekje okrog 53% več kot v mesecu, več kot v lanskem letu. Če pa dogovoril, kdo bo plačilo, torej razliko pokril? Ja, poglejte, zahteve so. Mestna občina Maribor kot naročnik seveda tega bo to pokril po dogovorih iz naslova rebalansa proračuna za leto 2018. Če pogledava zimsko službo bolj torej podrobneje, odlok sam seveda opredeljuje kako in kaj. Kaj se pravzaprav dogaja, da ljudje vedno pravimo, da nekaj ni bilo v redu? Dolgo let že delujete na tem področju, poznate, ali smo ljudje postali zelo komot in pravzaprav več kritiziramo, kot bi sicer, bom rekel, smeli oziroma si lahko dovolili? Mislim, da to, ko ste omenili, da je bolj ta druga zadeva, postali smo bolj komot, ne? To je prvič. Drugič, zimska služba se v nobenem primeru ni spremenila, namreč dežurstva in pa potek zimske službe poteka tako kot vsa leta doslej. Se pravi, tisti, ki govorijo, spet so zimske službe zatajile ali pa jih je nekaj presenetilo, to je daleč od resnice. Mi namreč že z pričetkom pripravljalnih del za zimsko službo, to je priprava raznih programov zimske službe, elaboratov in pa seveda operativnih planov, ki jih pripravljamo v mesecu od septembra do oktobra in jih damo potem v potrditev mestnim četrtem in pa krajevnim skupnostim, da dajo svoje pripombe na to. Potem, ko dajo te svoje pripombe ali pa tudi ne, ta plan predstavimo zopet v določenem roku naročniku, to je mestni občini Maribor, in potem oni dodajo zadnje pripombe in seveda potem naredimo čistopis tega plana. Tako da naša zimska služba je praktično s 15. novembrom pripravljena. Predhodno imamo tako imenovano suho vajo, kjer so vsa vozila točno določena, na katerem področju, na katerem sklopu bodo delovala. Vozniki so seznanjeni z vsemi pastmi, z vsemi deli, ki pač v tem trenutku potekajo.
tako da, kar se nas tiče, nekih presenečenj ni. Vsekakor pa morajo ljudje razumeti, to kot ste prej omenili, da smo malo razvajeni, ker eno je delati v mestu, eno je delati mogoče nekje na drugih lokacijah. Predvsem pa bi rad v tem mestu opozoril, da se ljudje morajo zavedati, da zimska služba za svojimi plugi ne more priti v določene ulice, ker je zaparkirano vse in povsod in potem na nekaterih mestih naša vozila sploh ne pridejo skozi. Potem se umaknejo, zdaj tista težava slikanje, dokazovanje, to je potem dolgoročno in seveda potem pošiljanje novih, manjših strojev, vse skupaj potem tudi zakasni. Morate pa tudi vedeti, da Nigrad pokriva 750 km cest na tem področju, ki tangira na mestno občino Maribor, prav tako okrog 460 do 500 km pločnikov in pa vseh ostalih javnih prometnih površin, kot so razna parkirišča, garažne hiše, potem prehodi za pešce, ki jih je potrebno očistiti, klančine za invalide, večja križišča, tako da se kar tega nabere. Tako mi je zdaj v spomin padlo, odvažanje snega ni več aktualno, ne? Včasih se je to delalo. Odvažanje snega je bilo v letih pred nekaj časa aktualno, glede na to, da so bila verjetno takrat tudi sredstva malo bolj visoko ali pa bolj bogato nastavljena. Že nekaj časa se sneg iz mestnih ulic in pa trgov ne odvaža in to edino pravico, da naroči odvažanje snega, ima mestna občina Maribor in pa štab zimske službe. Če bi zapadlo in v letošnjem letu je snega bilo res ogromno, ker je praktično v februarju, mislim, da nekje 28 dni snežilo non-stop in to po 2 do 3 krat na dan. Tako da, ampak poslužujemo se drugih načinov. Na pločnikih, ki so pločnike očistimo in potem kolesarske steze koristimo za odmet snega. Drugače pa bi bila ta zadeva malo težja. To bi kolesarji že kako pikro rekli tisti, ker je se tudi po zimi vozi. Ja, dobro, kolesarji so vsekakor zainteresirani, samo mogli se bodo navaditi, da tudi povsod drugje je tako, da kolesarske poti se načeloma po zimi, če nekje prostora ni. Seveda, če bi bila občina toliko bogata, da bi lahko praktično odvažali sneg iz vseh teh javnih prometnih površin, potem bi se tudi kolesarji lahko mirne duše vozili, ampak v tem trenutku je pač žal tako. Daj me povedati to, ko je pravzaprav vedno sporno, začne snežiti ob 1 zjutraj in ob 5 se ljudje 6 vstanejo in bi že morala biti njihova ulica očiščena. Temu ni tako, povejmo, katere so prioritete, 1., 2., 3. in koliko je približno ur vmes. Ja, gledajte, prioritete seveda vsak operativni plan, ki ga pripravimo in ga damo v potrditev za obsega 1., 2. in pa 3. prioritete, kar potem ne nazadnje nudi izvajalec zimske službe, ker na vseh 750 km naenkrat se pač ne da narediti, tako da si potem pričnemo z prvimi prioritetami, nadaljujemo z 2., 3. in potem po prenehanju snega pričnemo čistiti pločnike in pa razna avtobusna postajališča, kot sem prej omenil klančine za invalide in pa prehode oziroma stojišča pred prehodi. Koliko je med 1., 2., 3. prioriteto, koliko je to čas približno? Glejte, ni dosti oziroma ni velika razlika, ker nekako te razlike praktično ne izvajamo, ker če bi čakali na zakonsko odredbo, ki nalaga, da je na prvi prioriteti pričeti plužiti pri 10 cm, pri 3. prioriteti pa 15, kar pomeni, da je do 10 cm snega na prvi prioriteti se smatra, da je normalno prevozna seveda za zimsko opremo, na 3. pa z 15 cm. Ampak iz izkušenj lahko povem, da ko prične sneženje, mi pričnemo z preventivnim posipom, kar je logično, da se sneg ne oprime vozišča.
In tudi takrat, ko sneženje ni napovedano, lahko pa pride do različnih drugih dejavnikov, kot je, ne vem, da se cesta poti, da pride do različnih temperaturnih razlik, noč, dan in potem tudi pride do zmrzali in zaradi tega se tudi preventivno ceste posujejo. Drugače pa tretja prioriteta. Material je kakšen? Še vedno sol, mešanica, torej posipni material je po odloku v mestni občini Maribor za prve prioritete in pa mestne ulice, vse vpadnice je samo sol. Na više ležečih predelih, tam, kjer so ceste drugega, tretjega reda in pa seveda zaradi večjih vzponov, pa lahko uporabljamo tudi mešanico peska in soli, se pravi na asfaltnih delih. Tam, kjer pa je vozišče makadamsko, pa absolutno mešanica in pa sol odpadeta, takrat pa pričnemo z posipom z agregatom nič do 16 ali pa ne nič do 16, ampak 8 do 16. To je kaj? To je agregat. Zdaj nekdo posluša, ne vem, o čem. To je pesek, ki ga pač posujemo, ker sol je agresivna na makadam, potem se spomladi, ko pride do vezave, ker je sol higroskopično, potegne vodo ven in če gledamo, bi imeli potem neke takšne vzbokline in izbokline in seveda stabilnost bi se porušila tega makadamskega vozišča. Nekaj je bila zimska služba tudi dražja zaradi peska. Kaj se je zgodilo, Hrvaški, Poljčanski? Ne, zimska, to ni toliko vplivalo oziroma na samo izvajanje zimske službe oziroma podražitev ni vplival pesek. Pesek je po ceniku, je pa res, tudi obračunavali smo ga po ceniku iz leta 2008. Res pa je, da seveda zdaj so si monopolisti, kot je Trik Kamnine, se pravi po starem Kamnolom Poljčane in pa določeni drugi kamnolomi, so si pač postavili za cilj, da bodo po zimi pač nekaj zaslužili in seveda so podražali od lanskega leta do letošnjega čez 30 do 40% po toni za posipne agregate, se pravi za peske oziroma agregate. Ni bilo možno kaj druge potem? Glejte, po zimi je tako, ko na enem koncu zmanjka recimo pri Trik Kameninah, ker tudi to je težava, da oni ne poznajo oziroma zaradi tega, ker se ukvarja bolj z betoniranjem in ostalimi zadevami, jim ta material ni toliko aktualen, glede na to, da imajo pri njem velike izgube. Seveda ta 816 je pa za zimsko službo izredno pomemben in ga potem po različnih kamnolomih iščemo in takrat, ko pa zapade sneg, pa kamnolomi prenehajo delovati, ker takrat drobilci ne delajo, zato si moraš predhodno narediti zaloge, vsaj 1/3, ampak če je taka zima, kot je bila ta, je to nemogoče, ker potem bi mogli imeti polovico Nigrada eno samo deponijo, tako da sproti potem iščemo, kje je možno dobiti pravočasno seveda te materiale. Kaj pa pravzaprav posipna sol za občane? Koliko je to smiselno, koliko se poslužujejo, koliko je, bom rekel, čeprav smešno se sliši, zlorab na tem področju? No, da bi bile neke zlorabe, načeloma nismo opazili. Predtem so pridobili 20 kg, ki jim je pripadalo po osebi, se pravi polnoletna oseba z osebno izkaznico lahko na podjetju Nigrad dvignila 20 kg soli za lastne potrebe. Takrat je pač lahko prihajalo do določenih zlorab ali pa so nekateri večkrat, drugi manj, ker teh evidenc je strašno oziroma se ni moglo voditi. Pa tudi naši ljudje so bili močno okupirani, namesto bi se ukvarjali z drugimi zadevami, so potem to sol delili okoli. Potem smo se stali in dogovorili z mestnimi četrtmi in pa krajevnimi skupnostmi, tako da smo v nekem sožitju z njimi postavili zabojnike na tista mesta, ki so jih oni predlagali in si potem ti zabojniki tekom zime polnijo. Ljudje pa so se že na to navadili, da si lahko potem iz teh zabojnikov sol za svoje lastne potrebe naložijo. Dajva še o zimski službi samo to reči, čisto z ekološkega stališča. Če rečemo, da smo toliko in toliko ton leta in leta zmetali soli po cestah, po ulicah, dokdaj
ali ima smisel, ali se bomo morali navaditi, da bomo primernejšo obutev imeli, kot pa da bomo solili ulice in pravzaprav potem se sprašujemo, zakaj določena drevesa ne rastejo in tako dalje in tako dalje. Kje ste tukaj na tem področju? Če pogledamo bogatejše države, kot smo mi, vsekakor skandinavske se ne poslužujejo teh posipnih materialov, ker so zelo zgodaj prišli do spoznanja, da je sol, koliko je v neki meri pozitivna za določeno varnost, da pa potem so ti škodni vplivi na same ceste, na objekte, na naravo v takšni meri, da odtehta oziroma da prevaga to, da posujejo z posipnimi agregati. Nekatere skandinavske države, seveda tiste, ki imajo to možnost, se poslužujejo tudi gretja talnih oziroma javnoprometnih površin. Ne nazadnje tiste, ki pa so še bolj ozaveščene, tu pa mislim, da predvsem Kanada v Združenih državah in pa tudi Romunija neke zadeve poskuša, se pa uvajajo nove tehnologije in to pa je ta tako imenovana sladkorna melasa. To mi že tako daleč, da lahko rečemo, od naslednje zime ne bomo več solili. Dovolj je bilo. To bi bila katastrofa pri nas, glede na to, da če se ljudje, glede na to, ko ste prej rekel, da smo razvajeni, ko se zbudijo po nenehnem sneženju 5 dni, pa vsak dan zapade 20-30 cm. Če pogledamo, da so v Ameriki, v drugih bolj razvitih državah, ko zapade 30 cm, šole zaprte, ustanove zaprte, vojska na ulicah, civilna zaščita pomaga, pri nas pa ko da snega ni, zjutraj pričakuje, da bo cesta kopna, da bodo lahko v sandalih šli vsak na svoje delovno mesto in da bo vse takoj končalo. Ampak se bomo morali tudi temu privaditi, ne? Glejte, enkrat bo prišlo do tega, da se bomo mogli zdaj prej, ko bo prišlo do tega spoznanja, za nekoga boljše, za nekoga slabše, ampak vsekakor bo pa potrebno iti nekim novim tehnologijam nasproti. Tudi zaradi poškodb vozišča, dajmo še samo to reči, konec koncev sol tudi na vozišču povzroča med drugim, poškodbe, koliko je tega, kako zdaj sanacija? Glejte, vsekakor. Če pogledamo, bolj ko je recimo močnejša, ko je zima, močnejše so po zimi poškodovana vozišča. Seveda ni sol sama tista, ki vpliva na poškodbe, je pa velik faktor. In če pogledamo zdaj, ko se bodo začele te sanacije z prevlekami, je sol, bi rekel, kot neki tisti impulzator, ki praktično te poškodbe povzroča, ker sol se skozi te pore, mrežaste razpoke, ki so na voziščih, seveda nova vozišča, ki so zgrajena po novih tehnologijah in so tudi na novo izvedena, imajo daljši rok trajanja. V Mariboru pa je kar precej ali pa velika večina takih cest, ki so stare več kot 20 let, ki imajo mrežaste razpoke in takrat sol pronica v zgornji in pa spodnji ostroj, seveda razrahla nenosilna oziroma nosilna temeljna tla in potem praktično dvigne to ilovico na površje in seveda pod prometom in pa v vodo pride do poškodb in to so potem te udarne jame, mrežaste razpoke, razne kadunje in tako. Tako da sol je vsekakor velik, bi rekel, ima velik vpliv na poškodbe, ni pa edini, ker predvsem tiste temperaturne razlike delajo največjo škodo. Ko je danes plus 10, to, kar se zdaj v zadnje čase dogaja, ali pa drugi dan pa že minus 20 in takrat pride do tega krčenja, širjenja in te razpoke potem praktično samo naraščajo. Tako da oboje skupaj je pa zelo dobra kombinacija za uničenje. Boste predlagali prihodnje zimo manj soli? To, da bi zdaj rekel, gledajte, kjer si bo to upal napovedati, ta si je, bi rekel, zanko okrog vrata zategnil, ker ljudje smo še vseeno, če ne soliš, to vidimo zdaj spomladi, če ne posipavamo, so kritični, če posipamo v pravi meri ali pa nekje v določenih brežinah,
bi rekel, da je prevoznost vzpostavljena, potem pa takoj, ko preneha snežiti, pa se zopet klici, da je treba ta pesek odstraniti, ker to seveda vpliva na zamašenje raznih odtokov, požiralnikov, ima pa spet posredno škodo, tako da je to kar velik problem, ne. Samo za enkrat druge rešitve ni. Bomo rekli, malo manj prepotentnosti ljudi ne bi škodil, malo manj egotripov in tako dalje, pa malo boljših obutev da si dajo. Je res tako. Dobro, Tadej, če gremo k drugemu delu o kanalizaciji, kanalizacijski sistem je v kakšnem stanju? Ja, kolikor govorimo o kanalizacijskem sistemu v mestni občini Maribor, se moramo zavedati, da je kanalizacijski sistem v mestu Maribor že kar dokaj star. Že pred 100 leti so ga začeli graditi in se še sedaj uporablja za odvodnje odpadnih voda. Po naših snemanjih oziroma pregledih javne kanalizacije ugotavljamo, da je kar nekaj delov, predvsem v središču mesta, v takšnem stanju, ki je potrebno nujnega investicijskega vzdrževanja. Koliko kilometrov kanalizacije imamo, v kateri občini pogledate zdaj? V mestni občini Maribor imamo cirka 450 kilometrov kanalizacije, od tega ocenjujemo, da je cirka 10 kilometrov takšne, ki je potrebno kot prioriteta nujno pristopiti k sanaciji. Glede na same globine in na sam način ter na staro mestno jedro je sama sanacija lahko izvedena z posebnim postopkom oplaščanja. Kaj pomeni? To je nekako takšen postopek, da je najmanjši vpliv na cestišče oziroma na vsakršno drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki je znotraj tega sistema. To pomeni, da se ta kanal statično in dinamično zaščiti v takšni meri z tehnologijo, ki je sestavljena iz epoksi materijala in zaščiti sam osnovni ovoj betonskih cevi. Kot izvajalec javne gospodarske službe Nigrad deluje tudi v primestnih občinah. Tako smo izvajalec v Šentilju, Pesnici, Rušah, Hočah, Miklavžu na Dravskem polju, v občini Kungota ter v občini Benedikt. Imamo široko paleto različnih sistemov, predvsem v Mariboru je bolj ali manj mešan sistem, ker je bil tako osnovan v osnovi, medtem ko zdaj tale novi sistem, ki se uvaja v zvezi z zaščito pred padavinami in izločitvijo meteornih padavinskih voda iz sistema javne kanalizacije, se pa gradi bolj ali manj v ločenem sistemu. Po domače povem, to pomeni, da dva kanala ali kaj sta. Tako. En je za odpadno vodo, bom rekel tisto, ko lulamo in kahamo in ostalo, eno pa pride iz strehe, ko tako, govorimo o komunalni odpadni vodi, torej od vodi, ki se nabira v straniščih, pri gospodinjskih opravilih, ter drugo vodo, ki je namenjena odvodnji iz cestišča, ter vkolikor vode ni možno zbirati ali pa ponikati, tudi strešna voda v ločen sistem, torej meteorni sistem javne kanalizacije. Glede na to, da imamo ta odlok ravno o padavinskih vodah že sprejet, kako daleč smo pri izvajanju? Kje so pravzaprav tiste kritični, bom rekel, momenti, ko so velike padavine, pa se pravzaprav prihaja do poplav, ko ne more požirati kanalizacija in tako dalje vode? Ja, gledajte, svoj čas je javna kanalizacija bila projektirana na dvoletno povprečje padavin. Sedaj vemo, da so te povprečja neurja ne več dvoletna, ne 10-letna, pa tudi 100-letna. In temu posledično prihaja tudi do prekomernega obremenjevanja sistemom padavinskih voda v javni kanalizaciji. Ne glede pa je potrebno tudi opozoriti, da svoj čas v letih, ki se je najbolj intenzivno gradila kanalizacija, nismo imeli toliko poasfaltiranih cestišč ali pa lokalno omejenih, kar pomeni, da so se kasneje izgrajevali pločniki, kolesarske steze in vsa ta odpadna voda je bila morda, zdaj se je pokazalo, nepremišljeno speljana v sistem javne kanalizacije, ki enostavno ob takšnih dogodkih ne vzdrži. V lanskem letu smo recimo imeli
zelo ugodno zelo ugodne vremenske razmere in smo imeli cirka 18 udorov v mestni občini Maribor, medtem ko je bilo v letu 2016 tisto neurje na začetku 15. avgusta, kasneje 29. avgusta, ki je preraslo vse meje in enostavno so bili določeni deli mestne občine in primestnih občin pod vodo. Samo za primer, pred cirka 14 dnevi je čez Slovenijo šel en velik oblak, ki se je utrgal nad Celjem, Velenjem in tudi v naši občini Ruše in naprej proti Avstriji. Tako da je Maribor nekako obšel, ampak v občini Ruše enostavno ta sistem ni zmogel in je prišlo tudi do poplav. Kako pa je s čiščenjem kanalizacije? Zdaj recimo sploh zima je mimo, ponavadi se pol zgodi, da še spomladi kako lansko listje, ki je vidimo. Zdaj bo to nekdo rekel, da preveč kritično, ampak vendar. Je tudi to, vse kanalizacije redno čistimo, vsaj tisti dovod, ne govorimo seveda o prekomernih vodah oziroma padavini. Ja, sistem same javne kanalizacije se čisti z programom in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Samo čiščenje opravljamo strojno z specialnimi vozili in je relativno prevodno in dobro vzdrževano, ne glede na pomanjkanja predhodnih finančnih sredstev, ki so bila za to namenjena. Samo listje, ki se pojavlja v požiralnikih oziroma nad požiralnikih, ampak tisti je stvar javnih prometnih površin, ki pa redno ob svojem rednem čiščenju tudi to uspejo očistiti in so s tem tudi odtoki zagotovljeni v sam sistem javne kanalizacije ali pa vločen sistem. Kateri del mesta pa je zdaj najbolj problematičen, center mesta ali kje je največja težava s kanalizacijo? Če pogledamo glede na investicijsko vzdrževanje, je to nekako center mesta. V letošnjem letu se planira skupaj z mestno občino Maribor, da bo šla v nekaj večjih investicij, kjer bi se naj javna kanalizacija statično zaščitila z sistemom oplaščanja. Nekaj je teh ulic, ki so podane v plano, kot so Medvedova, Framska, te nekaj takšnih ulic, ki so generalno potrebne investicijskega vzdrževanja. Kako pa bomo pravzaprav rešili to zadevo s padavinskimi vodami in seveda torej meteornimi vodami in samimi odpadnimi vodami v mesto? Glede na to, da se do zdaj pravzaprav ni delano na dvojnem sistemu odvoda. Ja, kot izvajalec javne gospodarske službe tudi zakonodajalec je sprejel, da se čim več strešnih voda izloči iz sistema javne kanalizacije. Potrebno je vedeti, da konkretno, če vprašamo, kaj narediti. Zdaj bodo ljudje rekli, do zdaj sem imel, ko smo delali kanalizacijo, pa ko smo delali hišo, so nam prišli, pa so nam rekli, tu speljte noter vodo, fajn. Zdaj pa smo seveda obrnili svet narobe. Ja, potrebno je izhajati... Pa se vemo, da so to mestni svetniki sprejeli, ne? Ne. Potrebno je izhajati iz enega osnovnega dejstva. Maribor do leta 2002 ni imel čistilne naprave. Ja. Torej, da se sam sistem kanalizacije čisto, je bilo priporočljivo, da se v sistem javne kanalizacije dovede čim več te padavinske vode in pomaga odplakniti komunalno odpadno vodo. Sedaj, ko imamo izgrajeno čistilno napravo in ko je ta čistilna naprava izgrajena, čiste vode ne more čistiti. Tudi kanalizacijski sistem z novimi izgradnjami tega več ne omogoča. Sam sistem, ki je potreben, je, da se zavedati se moramo, da je Maribor večino na prodnatem terenu in sam sistem omogoča, da se odvaja v zemljo. To pomeni, da se ponika, medtem ko še vedno imamo moč v nekaterih strnjenem naselju oziroma starem centru, da se ta padavinska voda zbira, vsaj v toliki meri, da se tisti prvi večji nalivi poberejo in da vkolikor je res potrebno ali pa nezmožno, da se odvede po nekem deževju ali v sam sistem javne kanalizacije. Drugače pa že
Evropska direktiva določa izločitev odpadnih voda, tudi uredba metodologije za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb določa samo zaračunavanje cen, odlok je samo povzel obstoječo uredbo. Ja. To je zdaj sicer lepo prav, plačali bomo, ne, ampak zdaj še vedno pa ne bo, če bomo mi plačali torej več, ne, zdaj bodo spet rekli položnice Nigrada, da bodo višje, če ravno bomo potem tudi rekli, zakaj so takšne, kot so. Če bomo pravzaprav več plačali, mi tega problema ne bomo rešili. Ne. Razen, če ljudem rečemo, da vse, kar je pravzaprav pride padavinskih voda, preko streh naj speljejo, ne vem, na svoje travnike, na vrtove ali pa zbirajo v neke kontejnerje in potem uporabljajo za zalivanje, zmišljujem si, ne. Tako, osnovno načelo ni pobiranje denarja, osnovno načelo je bogatenje podtalnice. In tega se moramo zavedati. Čim več vode, ko bomo spravili sistema javne kanalizacije, bomo obogatili podtalnico in s tem bomo rešili dva problema. Izločili bomo čisto vodo, ki se čisti na čistilni napravi in čisto vodo vrnili v naravo. Dobro, čez nekaj minut bomo rekli točno samo, da ljudem damo na svete, kako to rešiti, predno bom rekel tisto uradno začeli. Čez nekaj minut se vrnemo. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru, vsi pogovarjamo se sodelavci Nigrada o vsebinskih temah, ostali smo pri kanalizaciji oziroma padavinskih vodah. Kaj pravzaprav zdaj naj ljudje naredijo, da se že, bom rekel, predpripravimo, da ne bi bile položnice kasneje toliko večje zaradi tega, kar nam dežek da preko streh, da ne bomo plačevali to površino, da bomo dokazovali, da smo dali nazaj v zemljo in ne v kanalizacijo. Kaj konkretno lahko naredimo, recimo pri neki stanovanjski hiši? Ja, podjetje Nigrad že od leta 2017 oziroma že 2016 aktivno obvešča vsa gospodinjstva, kaj je potrebno narediti. Osnova je izločiti padavinsko vodo iz sistema javne kanalizacije. Ker je to možno, se lahko izgradijo tako imenovane ponikalna polja, kjer voda ponika v zemljo. Vkolikor iz nekakšnih geomehanskih poročil ali pa iz samega videnja na terenu le to ni možno, potem se naj voda ta zbira v zbiralnikih. Ti zbiralniki so približno relativno ugodni in se dajo namestiti zelo enostavno. V primeru, kjer to ni možno, se bo pa žal, vkolikor bo prišlo tako daleč, tudi tale padavinska voda iz sistema streh, ki se odvaja v javno kanalizacijo, tudi obračunana. To se pravi, če dokazujemo čisto konkretno, če vprašam, sosedi se lahko zmenimo, pa si damo skupaj ali pa karkoli, kjer zbiramo vodo za vrt, dokažemo, da gre torej ta padavinska voda, gre v zbiralnik, torej in ne v kanalizacijo, bo to dovolj. Seveda. Kdo bo to v bistvu, ste že tako daleč, kdo bo to gledal, kdo bo to nadziral? Mi sedaj imamo že 3. mesec na položnicah napisan, ali se padavinska voda odvaja v sistem javne kanalizacije ali se ne odvaja. Tako se v tem mesecu približno 300 občanov, ki spremljajo naša obvestila na položnicah, tudi odzvalo nam pisno sporočilo, tako pre elektronske pošte kot pismeno. Ja. Imamo zato zaposlenega tehničnega kontrolorja, ki pride na sam teren, naredi se zapis in ustrezno v bazi podatkov označi. Ja. Določene podatke, ki so vezani na izločitev odpadnih voda, pa je tudi najti na naši spletni strani. To se pravi, da je dobro, da že prej urgiramo in z vašim kontrolorjem dogovorimo tudi na svete, da kaj lahko naredimo, kaj rešimo, na kak način? Vkolikor pišete na našo elektronsko pošto kanalizacija@nigrad.si, boste dobili vse relevantne podatke z izločitvijo odpadnih voda, kaj je potrebno narediti, in tudi na samo lokacijo bo prišel naš tehnični kontrolor, ki bo z veseljem pomagal in uredil vse, kar je potrebno za izločitev odpadnih voda. Kdaj pa bi položnice torej začeli obračunavati te? Zgodba z položnicami je trenutno vezana izključno na mestno občino Maribor. Ja. V letu 2016 je bil sprejet odlok. Ja. V tem odloku je v prehodnih določbah zapisana določena ureditev, ki jo mora mestna občina še urediti, ter določene zaveze podjetja Nigrad. Mi počasi pripravljamo bazo, čistimo obstoječe zavezance, ki so v popolnosti izločili se iz sistema javne kanalizacije, in ko bomo to imeli narejeno, bomo lahko prišli
z predlogom cen, tako imenovani elaborat, ki bo šel na mestno sejo in takrat bodo občinski svetniki o tej problematiki oziroma tematiki odločali. Ja. Samo to dajva še pokomentirati položnico, zakaj vedno pravimo, da je položnica Nigrada večja, enkrat večja od vode, skratka od vodovoda, ki pride toliko, v Nigradova pa je enkrat večja. Zakaj? Zato, ker plačujemo tudi nekatere dajatve država, ki si jih je umislila država, občina in tako dalje. Ne? Ja. V osnovi je pri vodovodu tako, da se plačuje osnovna vodarina, to je porabljena voda plus omrežnina. Ja. Pri Nigradovi položnici pa je ta položnica malo širša, vezana je na osnovno dejavnost Nigrad, torej odvajanje odpadnih voda. Ja. To je v sami strukturi položnice cirka 12%. Naslednja postavka je čiščenje na centralni čistilni napravi, ja. Odstranitev blata, ki jo zaračunamo v imenu Energetike Maribor. Ja. Kasnejše je potem okoljska dajatev, ki je dajatev sama po sebi namenjena za investicijsko vzdrževanje občin in je prihodek občine, ter tako imenovana omrežnina, ki je bila sprejeta v lanskem letu, ki je pa spet tako enako namenjena investicijskemu vzdrževanju obstoječe kanalizacije. Dobro. Tako da naš znesek na položnici je cirka 12%. Dobro. Upamo, da se bodo zapomnili. Javna je razsvetljava in semaforski sistem, v kakšnem stanju imamo semaforski sistem? Ja, danes je javna razsvetljava kot objekte infrastrukture prav tako v zelo slabem stanju oziroma primerno letom stara več kot 40 let, kar pomeni, bomo rekli, ocena nekje med 15-20% dotrajanih drogov oziroma oporišč. Razsvetljava je še v bistvu za staro tehnologijo, nekje v 10% smo uspeli zamenjati v LED tehnologijo, kar se v zadnjih letih vse pri novogradnjah pozna. Čaka nas ta obnova, seveda vse skupaj je povezano z proračunskimi sredstvi. 14 000 svetilk, 14 700 svetilk, 360 odjemnih mest pomeni v bistvu naslednjo težavo. Neustreznost svetilk ali pa dotrajanost svetilk. Zdaj tu nas zakonodaja sili v to, da se neustrezne svetilke morajo zamenjati, hkrati so tu tehnične normative. Z varčnimi, tako. Uredba pravi, da se bi moglo poraba zmanjšati nekje na polovico, če je zdaj poraba nekje 1 400 000 evrov letno z DDV-jem, pomeni, da vsaj na 44,5 kWh pridemo, bi zmanjšali vsaj na 700-600 000 tu nekje evrov letno. Za občutek poraba je nekje 10 milijonov kWh, 2,5-2,6 MWh priključne moči, kar pomeni zelo, zelo veliko moč. Za primerjavo, glede na število svetilk, pomeni to zelo veliko jalovo energijo, ki jo prav tako plačujemo pri tem zastarelem sistemu. Kaj bi se zgodilo zdaj, seveda predvidiva, da vse svetilke zamenjamo z varčnimi, kje smo potem? Da vse svetilke zamenjamo z varčnimi pomeni, nekaj je bistvo ustreznih, nevarčnih, nekaj je varčnih že narejenih, kar pomeni, govorimo o LED razsvetljavi. Seveda je to edina v tem trenutku razpoložljivi izvor svetlobe, ki bo čez leti tudi dovoljen, namreč uporablja se tudi visoko učinkovita, visokotlačna natrijeva razsvetljava, ki bi prav tako bila v tem trenutku primerna, če govorimo par let naprej, oziroma moramo misliti predvsem na LED razsvetljavo pri obnovi. Če obnovimo vse z LED razsvetljavo, pomeni, da bi se po naših ocenah, ki so nekaj osnutkov projektov že bili narejeni, oziroma analiza že večkrat narejena, storjena, zmanjšala poraba vsaj za 60%. To se pravi, finančno je to učinek vsaj polovico, dobro polovico. Kaj pa svetlobno onesnaženost? Prav tako. Gledamo na to v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Je treba vedeti, to, kar je bila prej povedano, 44,5 kWh na prebivalstvo je treba doseči, hkrati doseči tudi omejeno bleščanje, kar pomeni nad horizontalo ni sevanja svetlobnega. Prav tako govorimo o omejenih vrednostih bleščanja v zrak na fasadah kulturnih spomenikov, kjer so tudi specifični objekti.
Ti bodo ostali ali z drugimi svetili? Bistvo je tako, da so omejene vrednosti moči, kot tudi omejene vrednosti bleščanja in ponekod lahko stanje, nekje se izvor zmanjša, ampak s tem upoštevano že nekje minimalno 60% prihranka. Seveda nas tukaj funkcionala blokov sili, da se Mestna občina Maribor mora odločiti, kar pomeni, da to ni javna površina, kaj z razsvetljavo na teh področjih. Namreč te razsvetljave je ogromno, kar pomeni recimo na dvoriščih blokov. Tudi so tukaj športni objekti, spomeniki, cerkve, skratka posebni objekti, mi pravimo temu, za katere še nimamo jasne odločitve, kakaj bomo s temi. Se pravi, če te izločimo, smo s porabo prav tako še dodatno mogoče privarčevali 10%. Dejali ste, da bi te izločili, kaj bi to pomenilo, iz omrežja javne razsvetljave. Aha, to pomeni, skrbijo pa potem plačujo jih tisti blok, če želi imeti razsvetljavo, si bo plačal. Tako, upravljalci blokov, tako kot notranja razsvetljava blokov, tako bi potem nastalo to tudi razsvetljava. Je približno znano, koliko je tega, bom rekel, ki bi lahko šlo v privatne roke oziroma druge, ne pod javno? Približno lahko rečemo tam okrog 20%, 20-30% razsvetljave je take. V kolikšnem času bi lahko rekli občanom, da bomo to razsvetljavo v 5 letih uredili, če ravno seveda evropske direktive, bom rekel, že priganjajo? Ja, v bistvu smo danes mi kot tehnični support oziroma z zadostno delovno silo pripravljeni na ta izziv, da zamenjamo že več let. Vse je odvisno od proračunskih sredstev. Moram reči, da dobro sodelujemo z Uradom za komunalno okolje in promet, kjer smo letos oziroma se obeta dodatno zagotovitev sredstev za te namene. Vsako leto se to nekako prepočasi premika, ni edini problem tudi zamenjava svetilk, so še drugi problemi na javni razsvetljavi, infrastruktura je vendarle prestara in je včasih tudi bila v lasti Elektra Maribor, ki si lasti dosti odjemnih mest, ki so v bistvu locirana v transformatorskih postajah, tako da to predstavlja še dodaten problem. Bistvo je tako, kolikor začnemo danes, smo zmožni narediti to v nekem kratkem roku 2-3 let, realno. Zna se zgoditi že prej, ampak vendarle je treba vedeti, da tu je ogromno teh posebnih specifičnih objektov, ki jih je treba uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in to nekako zna tudi trajati. Videti je treba, da se pri razsvetljavi, če se menjavajo svetila, tudi treba kabli, vse ostale priključne plošče zamenjati zraven. To bo seveda dodatni strošek. Tako, dodatni strošek, hkrati govorimo o tem, da se v zimi to ne sme dogajati. Pomeni efektivna sezona je tu 6-7 mesecev, realno. Še semaforski sistem v kakšnem stanju je? Semaforski sistem smo začeli obnavljati pred par leti, ko se je končala zgodba Iskra sistemi v Mariboru in radarji. Skratka, občina je namenila malo več sredstev, kar pomeni, da smo v bistvu onemogočili semaforski mrk, ki je bil takrat že blizu. Pomeni zdaj okvirno, semaforske naprave so stare poprečno 13 let, kar pomeni najstarejša, je tudi čez 30 let. Še vedno imamo toliko starih? Še jih imamo nekaj starih. 3-4 so še med 20 in 30, vse ostalo je pa tam med 5 in 15 let. Po glavnih ulicah so zeleni vali, ste uspeli urediti? V bistvu ja, z zamenjavo aparatur, seveda tudi z zamenjavo LED dajalnikov, oziroma dajalnikov na LED. Delamo na tem, da tudi semaforizirana križišča sinhrono delujejo, kar pomeni zelen vaj oziroma koordinirano delovanje. Vse skupaj je tudi povezano v center. Skratka, aktivnosti pri zamenjavi oziroma posodobitvi semaforizirana križišča potegajo tudi v tej smeri, da se večje prometnice sprva izboljša prometna varnost oziroma boljši prometni tok, kar pomeni zelen val.
V bistvu so tukaj nastavljene 4 oziroma 5 central, določene so tudi zastarali, ki jih moramo tudi v kratkem času zamenjati, ampak na podlagi central mi upravljamo semaforski sistem in imamo velike cilje zastavljene okrog tega, da bi se dalo tudi iz centra v bistvu rangirati sam semaforski program v vsakem trenutku glede na situacijo prometa. Je tudi v planu kamere, ne za hitrost, ampak za nadzor prometa kot takega, ravno v primerih zastojev in tako dalje. V centru za avtomatsko vodenje prometa, ki se nahaja na Mlinski 1, že imamo vzpostavljen števne kamere, sistem videonadzora z števnimi kamerami, kar pomeni, da smo na več kot 15 lokacijah že nastavili virtualne zanke, ki v bistvu štejejo promet samo s tem namenom. Omogočajo tudi druge funkcije, s tem, da zdaj so vključene samo te funkcije in nič druga. Dobro. Malo še rečeva samo o vzdrževanju cest, ko zima je mimo, zdaj sledi normalno vzdrževanje. Kaj imate v planu? No, prej smo se dotaknili bolj zimske službe, načeloma pa je v skladu z našo dejavnostjo tudi redno letno vzdrževanje, ki je tudi tako imenovana proračunska postavka in v to redno vzdrževanje potem spada... Torej krpanje lukenj tudi tisti, ki so na zimi nastale. Seveda, pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje pločnikov, odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin, objektov, nadzor, seveda prej sem tudi rekel pregledniška služba, vodenje katastra in pa zavarovanje dejavnosti. Pregledniška služba deluje na način, da veste, kdaj se je kdo pripeljal v kakšno ulico? Naša pregledniška služba deluje praktično, bi rekel, sinhrono, vodena je z tako imenovanimi, vodimo z GPS in koordinatami, se pravi vsaka pregledniška služba, vozilo ima GPS in ga potem spremljamo praktično skozi njegovo pot in dejavnost. Samo dajmo pojasniti, kaj to pomeni pregledniška služba, kaj gledate? Pregledniška služba je tista, ki po zakonu, bi rekel, opravi svoj delež, se pravi na celotno kilometrino, ki jo pač vzdržujemo, se razdelijo določena področja. Plan je 1, 2, 3, 4, 5, se pravi 5 pregledniških enot. Gledate pa kaj, luknje na asfaltu? Vse pregledajo, se pravi preglednik je tisti, ki mora ugotoviti stanje vozišča, se pravi, če so manjše udarne jame, jih seveda lahko sam sanira, kolikor so udarne jame ali pa druge poškodbe večjega značaja, jih označi z koordinatami, pošlje v bazo in potem naša baza to sprejme, se pravi slikovni material in pa pisno, vkolikor je kakšna nepravilnost, ki jo ljudje povzročajo, obvestimo inšpekcijske službe, drugače pa potem animiramo naše operativne skupine, ki seveda v skladu z planom, ki ga pripravimo, potem gredo in sanirajo takšne poškodbe. Tudi dvigovanje, bom rekel, nivoja kanalizacijskih pokrovov, ne? Ja, kanalizacijski pokrovi so načeloma v domeni, če so meteorni, so pod vzdrževanje, kanalizacijski pokrovi pa pod kanalizacijo. Drugače pa pregledniška služba bi rekel, da ima kar velik vpliv, ker praktično je tista, ki opozarja poleg seveda bi rekel policije, poleg krajanov in pa občanov in pa drugih uporabnikov javno-prometnih površin na zadeve, ki so v stanju, ki jih je potrebno sanirati, obnoviti ali vsaj v vsakem trenutku tudi zaščititi, zavarovati, da ne pride do kakšnih nezgod. Tudi prometno signalizacijo? Tako je. Pregledniška služba je v prvi vrsti, ko pride na kraj, mora zavarovati kraj dogodka, tako da ne pride bi rekel, do prometne nesreče ali bilo kakšne druge nezgode in potem obvestiti seveda nadrejene in pa tako sem prej povedal bazo, da potem pričnemo z tole sanacijo. Tožb je veliko na rovaš nevzdrževanja cest? Glejte, nekaj tožb sicer je, da bi rekel, da jih je veliko, ne.
Se pa pojavljajo tudi, ne, seveda, ali so to udarne jame, ali so kakšni pozimi, kakšni zdrsi. Tudi ljudje morate vedeti, da so neprimerno obuti, oblečeni, neprimerno tudi opremljeni z zimsko opremo in potem na marsikakšen način izkoriščajo te, ne, seveda mi to zadevo pregledamo in potem skupaj z pravno službo in pa zavarovalnico primerno temu tudi ukrepamo. Dobro, vse tri področja verjetno bi še lahko kaj dejali. Hvala lepa za obisko studio. Vse dobro v nadaljnjem delu podjetja Nigrad. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa seveda hvala za pozornost in nasvidenje tudi prihodnji teden.